Slovenska ljudska stranka je za svojo kandidatko na letošnjih predsedniških volitvah izbrala Suzano Laro Kraus. Slednja sicer še zbira podpise za vložitev kandidature, vendar so v SLS prepričani, da jih bodo v roku zbrali dovolj. Kandidatka po njihovem prinaša mladost, odprtost za povezovanje ter energijo in željo po otvornem udejstvovanju v politiki. Suzana Lara Kraus sicer prihaja iz Ptuja. Za Slovensko ljudsko stranko jo je navdušil oče. Zdaj že nekaj let aktivno deluje v njej, kandidaturo pa je sprejela, ker je v njej videla priložnost, da Sloveniji ponudi izbiro drugačno od obstoječih. Jaz mislim, da predsednik lahko ima zelo veliko proaktivno vlogo in ker si sama tudi želim, da bi bilo v tej naši lepi deželi marsikaj drugače kot je, boljše, da bi ljudje lahko spodobno živeli, sem se odločila za ta korak, ki zahteva kar veliko poguma. Od ostalih kandidatov me loči to, da sem najmlajša, tega nisem vedela, to so mi povedali drugi. Torej prinašam neko mladost, svežino, nove ideje, zagnanost, neobremenjenost s preteklostjo, česar drugi ne. V predsedniški boj se spušča dobro pripravljena, pravi, in dodaja, da se zaveda, kakšna mora biti vloga predsednika. Dejansko mene grozno žalosti, da se ljudje sprašujejo, ali predsedniške volitve sploh potrebujejo in ali sploh potrebujemo predsednika in kakšno vlogo predsednik sploh ima. Kajti Slovenija je glede tega poseben fenomen. Predsednik je v Sloveniji farsa. Nikjer drugje na svetu, samo v Sloveniji. In da je do tega prišlo, so krivi nekateri predsedniki sami. Predsednik je predsednik vsega naroda. Torej, ni pomembno, ali je levi, ali je desni, ali je kakorkoli drugače označen, vedno mora imeti jasno sliko pred očmi in to je dobrobit njegovega naroda. To, da smo pa razdeljeni, je bilo pa načrtno narejeno skozi dolga in dolga leta. In ta osnovni, če lahko rečem temu tako, spor se kaže v vseh družbenih podsistemih in vseh rešitvah, ki bi lahko bile veliko boljše kot so. Njeni načrti, če ji bomo Slovenci zaupali najvišjo funkcijo v državi, so veliki. Pripravljena se je boriti za boljše življenje ljudi in v ključnih trenutkih ponuditi usmeritve za nadaljnjo pot Slovenije. K uspehu zatrjuje. Predsednik lahko ima, kot sem že prej rekla, veliko proaktivno vlogo. Seveda, ko je nek zakon sprejet, potem ga lahko samo podpiše. Ima pa pred tem veliko časa in veliko pozornosti medijev in javnosti in verjamem, da če dovolj jasno izrazi svoje stališče, katerega cilj je seveda boljše življenje državljanov, ga potem slej ko prej morajo tudi upoštevati in o tem zakonu razmišljati še drugače. Skratka, lahko spodbudi dialog, ki vodi do boljših rešitev. V vodstvu SLS so prepričani, da imajo dobro kandidatko, ki lahko, kljub temu, da stranka SLS v tem mandatu ni parlamentarna, doseže velik krog volivcev. Suzana Lara Kraus je prav gotovo odlična kandidatka za predsednico Republike Slovenije. Vesel sem, da se je sama odločila, da se postavi in vse svojo energijo, znanje in zmožnosti da na razpolago. Verjamem, da bo znala nagovoriti širši krog Slovenk in Slovencev in z njo Slovenija prav gotovo pridobiva dobro predsednico. SLS-ova kandidatka sicer prihaja iz kmečke družine, je samostojna podjetnica, mati. Nisem prisesana na državni aparat, torej nimam popolnoma ničesar izgubiti, lahko pa Slovenija pridobi veliko. Treba pokazati, da predsednik je avtoriteta, da je moralna avtoriteta, ne samo politična, da lahko s svojim lastnim zgledom in življenjem in stališči spodbudi svoj narod, da živi in deluje in stremi k temu, da živi bolje. Predsedniške volitve bodo 22. oktobra.